Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za Reporter. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Ja, v tokratni oddaji se bomo malce sprehodili skozi še kar precej mlado življenje našega tokratnega gosta, predsednika Slovenske ljudske stranke, Marka Balažica. Marko, živjo. Dober dan, pozdravljeni. Stoli so prijetni, ne? Stoli so res kar veliki, mogoče tako kot škornji, v katere sem stopil zdaj, ko sem prevzel SLS. Ampak preden se bova teh škornov dotaknila, zdaj naši gledalci se vas verjetno najbolj spomnijo po tem, da ste bili kar pogost gost, vsaj na javni RTV, tudi v kakšni oddaji pri Marcelu Štefančiču, ko ste komentirali politično dogajanje. Mogoče spomin na to? Da, drži. Če se ne motim, sem verjetno kar nekaj 3 leta kolobaril kot politični komentator po medijih, analiziral trenutne situacije, pa ne samo na RTV-ju, tudi bila sva tako rečeno par z Maksutijem na Pop TV-ju, tudi na Planetu je bilo tega precej in še po vseh ostalih televizijah. Predvsem je bila pa to neka, bom rekel, praksa, šola, po eni strani za naprej analiza oziroma ocenjevanje aktualnih situacij, kako se mogoče v določenih trenutkih odzivati. Po drugi strani pa mogoče lahko rečem, da je to tudi dobra šola za nastopanje pred kamero. Vsi te novi politični obrazi, ki se pojavijo, so mogoče kdaj okoreli ravno z tega smisla, ker se vidi, da se mogoče pred kamero počutijo nelagodno. Jaz pa lahko rečem, da imam 3 leta prakse že pri tem in da imam verjetno več minut pred kamero kot marsikateri aktualni slovenski politik. In mi to omogoča tudi, da se raje pogovarjamo o vsebini, kot pa da bi se ukvarjal sam s sabo. Zdaj, tako malce v navednicah, a ste bili vabljeni vi kot recimo bolj desnosredinski komentator, pa Maskuti recimo kot nekdo iz leve? Tega se je precej dogajalo. Nekateri novinarji oziroma voditelji so mi to tudi direktno povedali, ampak jaz sem se vedno potrudil, da takrat, ko sem nastopal, ne glede na to, koliko vprašanja je bilo, sem zmeraj skušal podati svoje sporočila in svoje videnje. In mislim, da mi je to kolikor toliko dobro uspevalo, seveda so pa tukaj gledalci tisti, ki morajo odločiti, če je šlo to v pravo smer ali ne. Kako je bilo pri Marcelu? Pri Marcelu je bilo meni zelo všeč. Jaz sem se tam dobro počutil. Marcel ima tak zelo izrazit slog vodenja, tudi pri njemu, ko greš v oddajo, veš, v kako okolje greš. In to terja neko dodatno pripravo, neko dodatno pozornost. Predvsem je pa, gledajte, on je imel mogoče, oziroma ta oddaja, ki je vodil, je imela neko stalno gledanost. In če sem se jaz večkrat tam pojavil, tudi če sem bil svetovno nazorsko mogoče drugače razmišljajoč, pomeni, da me je vendarle videlo 150.000 ljudi v Sloveniji. In mislim, da vsaj glede na odzive, ki sem jih dobival, so me kar precej spremljali. In to je tudi priložnost, da lahko nagovarjaš neke ljudi, ki jih drugače ne bi imel priložnosti nagovoriti. Sploh zdaj v politiki, kjer, ko prestopiš enkrat ta Rubikon med politiko in komentiranjem, je dostop do medijskega prostora malo težji in potem se mogoče šele zavedaš, kakšne vse priložnosti si dobival in upam, da sem jih izkoristil. Ostaniva še malce pri Studio City. Vam je osebno žal, da te oddaje že kar nekaj časa ni? Jaz bi mogoče postopal tukaj drugače. Jaz raje se ukvarjam s tem, s konkurenco, kot pa s tem, da ukinjam nekaj zato, ker se z nečem ne strinjam. Tudi tukaj se pri RTV-ju se ne moramo znebiti občutka, da je pač ta oddaja šla svojo pot ravno zaradi tega, ker se mogoče en del strukture s tem izrazito ni strinjal.
Jaz bi raje postopal drugače. Jaz bi naredil neko konkurenčno oddajo, lahko z istim budžetom, lahko tudi z istim studijem, dal druge voditelje in dal priložnost, da se dokažejo. Če bi bili te voditelji boljši, bi zaradi tega šle številke, da nimo Studia City navzdol, potem nimam težav dati tej novi oddaji neko plamenico. Ampak lahko vidimo, da se to ni zgodilo in mogoče mi je žal, da se to ni zgodilo, ker vendarle jaz ne vem, zakaj se je treba kdaj delati v tej Sloveniji sovražnike na zalogo. A veste, potem, če ti napadeš s polno močjo nekoga in ga skušaš diskreditirati, mu daš vse argumente, da ta človek oziroma ta oseba stopi v vlogo žrtve. In točno to se je zgodilo. Pa Marcela sicer zelo spoštujem, ampak lahko tudi rečem mal provokativno, jaz tudi mislim, da to, da se je Marcel umaknil iz oddaje Studio City, je bilo bolj všeč celo marsikateremu levo mislečemu, kot pa da bi bilo všeč samo desno mislečem. Ampak pravim, raje konkurenca kot zapiranje samo zaradi zapiranja samega. No, seveda, preden ste pa vi sploh postali politični komentator, ste pa prehodili določeno življenjsko pot. Zdaj, sicer ste Ljubljančan zdaj, ne? Drži. Ampak sicer pa ne, že priimek govori, da prihajate iz enega drugega konca Slovenije. Saj meni se tako zdi. Da, drži. Vaša teza drži. Izviram iz Prekmurja, oba starša sta Prekmurca. Tudi sam, v bistvu, ko sem rastel gor, je bil moj materni jezik prekmurščina. In zato se kdaj težko identificiram za Ljubljančana. Tudi zdaj v tem času nimam težav preklapljati med ljubljanščino oziroma med ljubljanščino in prekmurščino in to mogoče kdaj preseneti marsikoga, sploh na vzhodnem delu Slovenije. Moram pa reči, da še vedno v Prekmurju živi vsa moja razširjena družina. Moja starša sta edina, ki sta praktično iz okolja šla, tudi zaradi poklicnih ali pa drugih razlogov in ostala v Ljubljani. Iz katerega konca pa? Iz občine Turnišče. Tako da, če nadaljujem misel, v bistvu se čutim Prekmurca, razumem prekmursko dušo, mislim, da jo imam tudi sam in zadnjič mi je eden izmed sosedov gor od dedka in babice, ko smo se naključno srečali, da veste, Prekmurci nimajo časa bisnejti v Ljubljani, to pomeni, da nimajo časa biti glasni v Ljubljani in zelo smo veseli, da je stranko SLS prevzel nekdo, ki čuti Prekmurje, ki razume Prekmurje in ki lahko tudi kakšno dobro besedo za Prekmurje pove. In to bom delal tudi vnaprej. No, moja teta se je že pred dolgimi leti, desetletji skoraj da, preselila iz tega hribovitega Zasavja na obalo in mi je dostikrat rekla, ta ravnina, ta širina, zdaj vse Prekmurje je tudi bistveno več ravnine kot mogoče v teh zasavskih koncih, ni toliko enih omejitev, torej je tudi širina potem, ljudje doživljajo to širino, nekako odprtost drugače, Ja, to je lahko po eni strani odprtost, po drugi strani pa lahko tudi strah, ker odprtost nujno prinaša neko prepišnost. In to obdobje, oziroma to okolje je bilo skozi celotno zgodovino zelo prepišno. Sej vidimo, narodi so si podajali Prekmurje kar z roko v roki, ampak vseeno so tam vztrajali eni zelo srčni ljudje, ki so tudi, kar je tudi zanimivo, v takratno Jugoslavijo prišli sami, njih ni bilo treba priključiti. Recimo vedno govorimo o priključitvi Primorske, priključitvi, ne vem, Koroške, Štajerske in drugih delov Slovenije, ampak Prekmurci smo prišli pa kar sami. In jaz to mislim, da to kaže tudi na nek karakter, na neko srčnost ljudi. Saj, če greste tja v okolje, lahko hitro vidite, da so vas ljudje zelo veseli, da je ta odnos do človeka zelo pristen. In to je mogoče tudi neka ta stvar, ki mi je bila vcepljena in to je tudi stvar, ta empatija oziroma to spoštovanje sočloveka, ki bi jo rad tudi doprinesel v slovensko politiko. Sploh zadnje čase vidimo, da je tega izrazito premalo, da je sploh te empatije izrazito premalo, da se premalo ukvarjamo z našim sočlovekom oziroma s težavami ali pa pogoji, ki jih ta sočlovek potrebuje, ampak se raje ukvarjamo sami seboj. In bojim se, če ne bomo tukaj tega miselnega preskoka naredili, se nam vsaj na dolgi rok ne piše dobro. V kakšni družini ste vi odraščali? Srečni, veseli. Zdaj, ne vem, človek bi mislil, da vas je bilo doma veliko, ker vi pa zdaj imate 4 otroke,
Drži tudi. To je kar veliko, ne, za zdajšnje čase. Mi smo bili 5-članska družina, zdaj imam 6-člansko družino, tako da ne vem, zmeraj smo imeli radi življenje oziroma, kot je dejal Lojze Peterle, velikokrat veselje do življenja je bilo vedno prisotno. In če se pravim, če delaš več na odnosih, če se ne sekiraš toliko glede ostalih stvari, sej materialne stvari sploh že pridejo same po sebi, ampak jaz sem trdno prepričan, če so odnosi pristni, če se znamo pogovoriti o vseh zadevah, ki se nam dogajajo med seboj, potem se ni težko pogovarjati o tem, ali sprejmeš še koga v družino, ali rasteš. In se mi zdi to nek naraven organski razvoj in tako smo danes prišli tukaj, kjer smo. Zakaj ste se sploh začeli ukvarjati s politiko pa s političnim komentiranjem? Ja, Zdaj mladi slišimo, ne, jih ne zanima politika, ne? Ja, to drži. Tukaj je razvoj mogoče malo poseben. Jaz sem imel, vse kar se srednje šole tiče, kar malo težavo se odločiti, kaj bom šel študirati. Zanimalo me je preveč stvari in potem se fokusirati samo na eno je bilo kar težavno. Pristal sem na politologiji, ampak vendarle nekako vzporedno se vedno ukvarjal z IT-jem oziroma računalništvom in organizacijo določenih procesov. In potem me je ta pot zanesla v organizacijo teh procesov, dokler me ni nekega dneva ravno Lojze Peterle, ki sem ga prej omenil, postavil izziv in je rekel, kaj pa če bi prišel ti k meni v Bruselj, malo delati, najprej stažirati, pol pa da vidimo, kako se boš obnesel. In kako je bilo? Super. Po eni strani zelo velik blagoslov, po drugi strani pa veliko prekletstvo, ker sem se političnih procesov učil v tujini, ne v Sloveniji. Koliko časa ste bili v Bruslu? Na začetku v prvi rajži pol leta, potem smo pa sodelovali čisto pragmatično, po mesec, dva sem potem zahajal v Bruselj. Ampak kar hočem povedati je to, če se vrnem k tej misli, političnih procesov sem se učil zunaj. Takrat je vsaj Bruselj, čeprav se je že ta v zadnjih letih precej spremenil, zelo funkcioniral v teh inštitucijah na podlagi argumenta. In veste, ko gledaš, kako se argumentirano sesuje določeno zadevo ali pa postavlja določeno zadevo, je to nekaj popolnoma drugega, kot lahko spremljamo vsakodnevno, sploh zdaj v slovenski politiki. In moram reči, da je bil to ta prvi stik, skozi katerega sem rastel in si priučil te lastnosti, in se potem počasi vračal na to polje političnega, v bistvu na polje študija. Ne. In hkrati je potem nedolgo potem, ko sem se vrnil, v bistvu sledil izziv potem, če bi sprejel vodenje enega miselnega vozlišča, ki se imenuje Fokus 2031 in v bistvu skozi nevladni sektor v Sloveniji postavljal svojo politično zgodbo in svojo politično identiteto po konci. Moram pa reči, da takrat, ko sem prevzel to miselno vozlišče, sem si dal en pogoj, kar se mogoče sploh zdaj za tako imenovano civilno družbo v Sloveniji sliši zelo neverjetno. In sicer sem rekel, da vsaj od začetka nočem biti odvisen od javnih sredstev. In nisem bil odvisen od javnih sredstev in moram reči, da je uspelo navezati neke stike, predvsem s tujino, in smo sodelovali od miselnih vozlišč do določenih inštitutov, od Amerike, Bruslja, Evrope, Nemčije, širše. In je šlo. Na vrhuncu lahko rečem, da smo prek tega samo s tem dobrim delom imeli 2 redno zaposlena in pa potem seveda še projektno delo drugo. Tako da se da preživeti tudi kot nevladni sektor. Hkrati pa ja, vedno sem bil nekje razpet med poljem političnega. Zmeri me je gnalo naprej to vprašanje, kaj pa lahko spremenimo tukaj, da bomo živeli bolje. In to je bila tista nekako notranja motivacija. Niste pa bili mimo grede politično aktivni v kakšni stranki takrat? Ne, nisem bil. Je bila pa zmeri ta želja, kaj lahko spremenimo bolje. In potem so se pojavljali izzivi, ali je šlo za svetovanje kakemu ministru, ali je šlo za delanje skupnih projektov z evropskimi parlamentarci, ali pa kakorkoli, ampak vedno je bilo projektno sodelovanje. To pomeni, da smo vedno identificirali nek problem in ga skušali rešiti. Potem v polnosti sem pa to znanje udejanjil pri uresničevanju ustavne odločbe oziroma odločbe Ustavnega sodišča na področju vzgoje in organiziranja pri izobraževanju, kjer moram reči oziroma se lahko celo pohvalim, da je bil moj doprinos k temu, da se je ta ustavna odločba po 8 letih, da se lahko javno veljavni program v polnosti izvaja tudi v zasebnih osnovnih šolah, pa vendarle zelo velik. In to so vse te izkušnje, ki so me nekako gnale naprej.
Potem se je pa pojavil ta izziv, bom rekel, Povežimo Slovenijo, ker je bilo pa tudi to spoznanje, da če nisi v neki funkciji in imeti legitimnosti, da si ti tisti, ki sprejema odločitve, ne moreš dejansko ničesar spremeniti. In na koncu sem pristal v Ljudski stranki in s polno legitimnostjo in zdaj upam, da bomo postavili te procese tako, da... In preden ste postali, niste bili član, ne? Član, ne, nisem bil član. Včlanil sem se nekaj dni prej, še celo izvršni odbor je moral dati posebno dovoljenje, da sem lahko kandidiral potem v funkcije, glede na dolžino članstva, ki sem ga imel. Omenili ste sicer zelo optimističen projekt Povežimo Slovenijo, več recimo strank, ne samo nekakšen drugi demos, no, se je takrat tudi govorilo, da bi se nekako tiste stranke, ki same težko uspejo na volitvah, nekako združile, ampak moje mnenje je, ko sem videl sestavo teh strank v tej grupaciji Povežimo Slovenijo, da bi, po mojem, Slovenska ljudska stranka, če bi sama kandidirala, celo verjetno prišla v državni zbor, tako pa ni. To je moje mnenje. Da, mogoče se do določene mere lahko z vašim mnenjem strinjam. Šlo je za, bom rekel, zvezo strank, ki so bile svetovno-nazorsko izjemno različne. In zaradi tega je bilo se kdaj težko opredeliti do določenih aktualno-političnih vprašanj. Tudi sodelovanje je bilo zaradi tega mogoče kdaj bolj na preizkušnji, kot se je videlo navzven. Ampak vseeno, jaz mislim, da je zadeva imela nek potencial, ker je želela dati dober vzgled navzven, da vendarle se da sodelovati, tudi če razmišljamo drugače. In kar nam je v bistvu pri Povežimo Slovenijo uspelo, pa žal to ni bilo navzven prepoznano, tako kot ste ugotovili, je bilo to, da smo se uspeli poenotiti vsaj glede 2-3 točk. In gradili naše sodelovanje na podlagi 2 ali 3 točk. In mislim, da bi tako mogla funkcionirati tudi politika v Sloveniji. Ampak očitno, sploh glede na to, da se je ta polarizacija še bolj poglobila, na to še nismo pripravljeni. Jaz tukaj, tudi pa to sem že večkrat omenil, gledajte, še Mojzes je potreboval 40 let, da je popeljal svoje izgubljeno ljudstvo skozi puščavo. Slovensko državo imamo dobrih 30 let, mislim, da nas čaka še nekaj izkušenj za to, da bomo lahko v polnosti zaživeli to demokracijo, ki smo si jo tako stežka priborili. In se mi zdi, da je to pač eden izmed lekcij, ki jih moramo še usvojiti. No, tudi sam, ko sem se v tem predvolilnem času gibal tudi med ljudmi, ki so politično opredeljeni, pa sem nekako sporednice potegnil nekaj let nazaj, ko je nekako iz državnega zbora izpadla stranka Bajukova, takrat Nova Slovenija. In podobno kot zdaj na teh zadnjih državnozborskih volitvah so nekateri člani Nove Slovenije, zdaj pa člani Slovenske ljudske stranke, dejali, boljše, da mi volimo Janšo oziroma SDS, da oni zmagajo, pa da lahko sestavijo vlado, ampak ravno to se je očitno zgodilo, ne? Več glasov je verjetno šlo k Janši, določene mere, pa potem manj Povežimo Slovenijo oziroma Slovenski ljudski stranki. Do določene mere gotovo. Jaz mislim, da se ni polno razumelo te zgodovinskosti trenutka, da je šlo pri teh zadnjih volitvah v bistvu za referendum za ali proti prejšnji vladi. In v bistvu kdorkoli se je pojavil v prvih vrstah, ki je prihajal iz vrste vlade, je imel težave. In te težave smo imeli nedvomno tudi takrat v Povežimo Slovenijo. In težko je bilo ljudem razložiti, zakaj bi bilo dobro, če bila ta oseba zelo jasno identificirana v podobi Janeza Janše. Kar je pa mogoče še drug razlog, oziroma jaz tudi mislim, da stvari enostavno niso dozorele dovolj zgodaj, oziroma se niso poenotile dovolj zgodaj in ljudi, sploh na terenu, veste, ko moraš ti ljudi naučiti, da pomeni, če želi obkrožiti za ljudsko stranko, mora obkrožiti za Povežimo Slovenijo, je to že en korak preveč. To se nekako ni usidralo v podzavest, tudi naših volivcev ne, in tukaj se je v bistvu pokazalo, da je prihajalo do neke zmede, tako kot ste tudi prej opisali.
Se ravno zato sem jaz tudi rekel, da dovolj je na tej točki eksperimentiran. Če gremo resno, gremo naprej z imenom Ljudska stranka, s podobo Ljudske stranke in gradimo močno usidranost te Ljudske stranke v tem prostoru. In po eni strani smo zasidrani nekje v podzavesti, po drugi strani nam manjka trenutno malo vidnosti, ampak samo ocenjujem, da je to prava pot. Ne moremo si privoščiti zdaj še 3 volitev zapored, da bi pa ljudi spet navajali spet na nekaj tretjega. Mislim, da to ne prinaša rezultata. Zato mogoče tudi, če bi hipotetično govoril, ali je bila napaka ali ne, kakšen rezultat bi dosegli, če bi šli samostojno kot Ljudska stranka, verjetno bistvenih razlik ne bi bilo. Ampak se pravim, težko je to v tem trenutku ugotoviti. Kar pa lahko ugotovim za Povežemo Slovenijo, je pa, da očitno nismo ponudili dovolj alternative, vsaj temu referendumskemu odločanju za proti, da bi se ljudje odločili za nas. In upam, da smo se s te izkušnje vsi kaj naučili, ki so sodelovali v tem gibanju. In očitno je vodstvo SLS-a v vas videlo neko prihodnost. Ne? Zdaj, čeprav vi nekako, človek na prvi pogled bi dejal, da nimate kmečkih korenin, ne? Ko slišimo volivci SLS, to nekako povezujejo z Ivanom Omanom pa z kmečko populacijo, je lahko to nevarnost, da vam projekt prebujanja Slovenske ljudske stranke ne uspe? Tukaj je več točk, ki bi jih lahko izpostavil. Eno je to, da ko smo upravljali evalvacije rezultata Povežemo Slovenijo po volitvah, smo imeli neko evalvacijo v Škofji Loki, po polaganju plošče ravno gospodu Ivanu Omanu. Takrat je potekala klavzura Slovenske ljudske stranke in mene so takrat zaradi vloge govorca tja povabili na klavzuro. In tam v 2 urah bom rekel, je bil pogovor kar kvaliteten, ampak jaz sem tam jasno izrazil mnenje, kaj menim, da bi bilo dobro, da bi Slovenska ljudska stranka morala storiti, da bi bila lahko potencialno uspešna. In očitno sem s tem mnenjem že takrat nagovoril dovolj široko množico ljudi, da so se potem te klici začeli. Če bi me vloga nekoga, ki bi to ljudsko stranko probal spet oživeti in vrniti na pravi tir, zanimala. In moram reči, da sem si takrat vzel zelo veliko časa za razmislek. Tudi jaz osebno, mogoče to še po drugi strani razložim. No, pa 4 otroci, ne? Ja, ne, to pustimo stati, ampak jaz nikoli nisem skrival svoje politične pripadnosti. Tudi ko sem komentiral, se bom rekel jasno čutilo, da razmišljam desno-sredinsko. Pa to ne lahko klasično, rečemo še to pa ne klasično slovensko pomladno, ampak z nekom, ki ceni demokracijo, ki recimo v odnosu do tega, koliko vloge mora imeti država, naklonjen temu, da vseeno bolj zaupamo človeku. To se pravi, da vsaj v vlogi ekonomije, da ima država malo manjšo moč, kot jo ima, kar se tiče pa v odnosu do družbenega, pa mogoče bolj konzervativen, da ni treba skočiti na vsako novotarijo in vsake novotarije biti prvi tisti, ki jo implementira, ker s tem mogoče kdaj tvegaš preveč, sploh če na ta način vplivaš na družbeno strukturo. In tako da zmeraj sem se vrtel v tem nekem, bom rekel, desno-sredinskem prostoru. In tega je vsaj skozi moderno slovensko zgodovino vedno zasedala ljudska stranka. Tako da, kar se teh vrednot tiče, smo hitro prišli skupaj. Ocenjujem pa tudi to, da je Slovenska ljudska stranka bazira svojo politično mobilizacijo samo na področju kmetijstva, je pa vendarle premalo za modern čas. Zakaj? Se bom razložil, ampak hočem povedati, tukaj je tudi moja priložnost, da mogoče nisem taki, s katerim bi se podeželje tipično identificiralo, mogoče neka priložnost za nas, da razširjamo ponudbo in stranki dodamo še kakšne aspekte. Tudi to, ko ste vprašali, zakaj kmečkega prebivalstva v Sloveniji v družbeni strukturi verjetno tam nekje dobrih 5%. Ga bo kaj več po tej energetski, prehranski krizi, tudi zaradi vojne Ukrajina, Rusija? Jaz bi si to mogoče želel, da bi ljudje malo bolj cenili podeželja, ampak se bojim, da z odnosom, ki ga ima ta vlada do nekega vprašanja regionalizacije ali pa predvsem z dejanji, da razmišlja izrazito centralno plansko, dvomim. Jaz mislim, da če ne bo desne vlade, bomo zelo kmalu to podeželje, ki je zelo lepo, izpraznili. In bomo živeli v teh 4-5 večjih mestih v Sloveniji in vsi
nekako razmišljali podobno, kar se tega tiče, ampak jaz to ocenjujem, da je to velika škoda in hkrati velika priložnost tudi za ljudsko stranko. Ki bo nagovarjala tole kmečko populacijo in... Da. Ljudska stranka, ko sem prevzel ljudsko stranko, sem si nekako osnoval vizijo okrog 3 temeljev. Prvi temelj je vsekakor hrana. To mora biti, tukaj imamo največjo kredibilnost. Naši ljudje vejo, kaj pomeni, koliko truda morajo vložiti v to, da hrano pridelajo, da hrano prodajo po eni strani in da se obnašajo trajnostno. In jaz mislim, da temu je treba dati nek poseben pomen. Sploh zdaj v teh časih, ki ste jih prej omenili, globalno bo hrana je ena izmed velikih tem prihodnosti. In če je to naša najbolj kredibilna tema, seveda bomo o tej temi govorili. Druga tema so srednja in mala podjetja. Vemo, da je v Sloveniji v takih podjetjih v privatnem sektorju zaposlenih kar 95% vseh delovnih Slovencev, ne, ki delajo v zasebnem sektorju. In sicer v podjetjih do 7 zaposlenih. Jaz mislim, da bi se mogla cela država ukvarjati, kako tem podjetjem, tem podjetnikom dati malo več spodbude, da bodo lahko delali bolje. Ker če bodo vsi te delali bolje, potem se bo standard v Sloveniji tudi dvigoval. In tretji temelj je pa trajnost, od vseh od energetike do zelene politike, do politik zelenega prehoda in tako naprej. Jaz to zmeri razlagam na način, da je trajnost ena bolj konzervativne teme od trajnosti ni. Se vsi moramo razmišljati, kako bomo to okolje ali pa to zemljo pustili zanamcem vsaj enako dobro ali pa še boljšo, kot smo jo prejeli v upravljanje. In mislim, da to razume tudi vsak na podeželju, recimo kmet, ki je posekal drevo v gozdu in je potem na mesto posekanega drevesa posadil novega, ampak veste, on ni posadil tega drevesa, ki ga je posekal za svojega sina, ne? To je posadil za 2 generacije ali pa 3 generacije naprej. In ta način razmišljanja moramo nekako udejaniti tudi v slovenski politiki, ker je pa sploh zdaj, če se spet vrnem na vprašanje zelenega prehoda, te neracionalne odločitve, ki smo jim sploh priča na področju energetike, da je treba sem vrniti malo zdrave pameti. To niso odločitve, ki jih je treba sprejemati hipno, ampak to so odločitve, ki jih je treba sprejemati z nekim globokim razmislekom. In mislim, da je ljudska stranka ravno zaradi tega načina razmišljanja lahko ena izmed teh, ki v to debato doprinese veliko. So pa seveda še druge teme aktualno-politične, od zdravstva, ki je pereča tema Slovenije, do, tako kot sem že prej rekel, regionalizacije, razvoja občin in tako dalje. Ampak mislim, da mora biti stranka malo širša, kot je bila trenutno pozicionirana, ampak ima pa zelo veliko tradicijo, na kateri lahko gradi. Jaz se tudi ne bi uprl samo na tradicijo moderne slovenske države oziroma demokratičnosti, to se pravi zadnjih 30 let. Ne smemo pozabiti, da je Slovenska ljudska stranka tudi pravna naslednica predvojne ljudske stranke. In predvojna ljudska stranka se je tudi zelo veliko ukvarjala z opolnomočenjem kmeta, zadružništvom, torej podjetništvom. Že leta 1920, recimo, zadnjič sem prav spomine o Antonu Korošcu oziroma Rahtenovo knjigo, veste, že takrat se je stranka definirala kot stranka delavcev, kmetov in obrtnikov. Ne vem, zakaj bi moglo biti leta 2022 kaj drugače. Drugače, ne. Zdaj, mogoče logično vprašanje moje naslednje je, boste imeli dovolj kadra, da boste nekako te ideje realizirali, glede na to, da malce poznam slovensko dušo, ne, politično sploh, ko neka stranka zmaga, pa je neka poražena, rečemo, se začne dogajati selitev naroda, ne. Zdaj, nekateri so radi pri koritu, zdaj korito pa je na desni strani SDS očitno, na levi strani je zdaj pač to, kar je tam okrog Gibanja Svobode, ne. Da, drži, imamo velik delež ljudi v Sloveniji, ki se obnaša izrazito pragmatično. Ampak ne smemo ne ideološko, ampak po barvi denarja, ne. Tam, kjer imajo največ koristi. Tako, ja. Vse to je, mogoče je to tudi velik del človeške narave. Ampak ne smemo pa pozabiti po drugi strani, da imamo tudi velik del ljudi, ki so pa zelo srčni, ki so zelo zavzeti in ki bi dejansko kaj radi spremenili. In na te stavite? Na te stavim zdaj v prvi fazi v stranki gotovo. Vse to so ljudje, ki so stranko od venomer gradili, to so ljudje, ki tudi zdaj zelo zavzeto delajo, pripravi na te lokalne volitve in bodo stranko gradili naprej. Predvsem so pa to ljudje, na katere lahko jaz v vsakem trenutku računam. Vem, da mi ne bodo pragmatično ušli, vem, da bodo kdaj sprejeli tudi kakšno odločitev, za katero bodo vedeli,
da bodo morebiti plačali politično ceno, ampak jo bodo storili točno zato, ker vejo, da je prav. In, a veste, jaz se raje grem politiko po principu, da naredim nekaj, kar je prav, kot pa nekaj, kar bi prinašalo na koncu rezultat. Tudi zaradi tega, ker je ta rezultat izrazito kratkega veka. In mislim, da če bodo te korenine jasno funkcionirale, gremo lahko samo še navzgor. Predvsem pa zdajle, ko hodim po terenu, srečujem vsakodnevno toliko ljudi s tem zanosom dela, da želijo delati, in moram reči, da me to navdaja kar z velikim optimizmom. In mislim, da rezultat ne bo izostal. Samo te ljudje morajo priložnost dobiti. Zdaj ta prvi rezultat nekako bo umanjkal na predsedniških volitvah, ker nimate svojega kandidata, čeprav pa kolikor vem, pa podpirate Anžeta Logarja. Da, drži. Troje volitve so zdaj jeseni, ki nas čakajo. Niso samo predsedniške, ampak so še lokalne volitve in volitve v državni svet. Greva najprej na predsedniške. Bova šla na predsedniške, ampak sem želel razložiti, da Slovenska ljudska stranka je tradicionalno najmočnejša na lokalni ravni, zato je nekako logično, da bo absolutna prioriteta, da bodo lokalne volitve, ki prihajajo. Po zadnjih volitvah v državni svet smo tudi izjemno oziroma celo najmočnejši v državnem svetu. In logično je, da pozicije, kjer smo močni, želimo obraniti. Zato smo vse te resurse, človeške resurse in delo dali v ta dva projekta. Kar se tiče pa predsedniških volitev, drži, da se je omenjalo kar nekaj kandidatov in se jih povezovalo z ljudsko stranko. Jaz sem z vsemi govoril, vsem smo dali priložnost, da so se prišli nekako predstaviti, pa vendarle je v ciljni ravnini zmanjkalo tistega poguma, da bi se kdo odločil iti kandidirati. In potem, ko smo pač nekako prišli do spoznanja, da te naši kandidati tega poguma ne bodo premogli, smo ponudili priložnost navzven in povabili več kandidatov, ne samo enega, naj se nam pridejo predstaviti. In potem so to vsi izkoristili? Niso izkoristili tega vsi, sploh tisti, bom rekel, leve provinjence tega niso izkoristili, drugače pa ja. In moram reči, da smo imeli zelo kvalitetne pogovore in v bistvu skozi notranji demokratični proces v stranki. Jaz nikakor ne funkcioniram tako, da dam befel in se mora nekaj zgoditi, ni tako se demokracija ne živi. Ampak smo se odkrito pogovorili, pretehtali pluse, minuse, pogledali, kdo je tisti, ki je mogoče v tem trenutku ta, ki predstavlja nek potencial. In na ta način smo identificirali gospoda Logarja. Jaz sem tudi prepričan, oziroma sem ga predstavil tako kot nekoga, ki lahko prinese na to desno sredino neko novo energijo. In z novo energijo, ki jo daje, bom rekel, novo vodstvo Slovenske ljudske stranke, je to zelo komplementarno za naprej. In lahko komplementarno sodelujemo še vrsto let. In zato smo se odločili in podprli dr. Anžeta Logarja. Kakšna je vaša napoved? Glejte, če smo izrazili podporo, napovedujem zmago. Ne kot strankarski človek, ampak kot politični analitik. Se mi zdi, da sem ta Rubikon prestopil. Jaz mislim, da ima, oziroma trdno verjamem, da ima dr. Anže Logar v drugem krogu teh volitev zelo dobre možnosti. Pa ne bodo v njem videli senco Janeza Janše? Mislim, da se zdaj v zadnjih soočenjih drži zelo dobro, da se zaveda, da ta senca je nekje nad njim, ampak da nekako ne pade na to past, ki mu jo skušajo nastaviti. In da skuša biti vključevalen, da se zaveda, da ni predsednik samo enih ali drugih, ampak da je vendarle predsednik vseh Slovenk in Slovencev, da je, bom rekel, da je strpen, da je kultiviran, pa da ima to izkušnjo te mednarodne note, ki se mi pa zdi tudi zdajle v teh časih izjemno pomembna. On je, vse če pogledamo njegovo ministrovanje, mislim, da je imel kar nekaj velikih uspehov in da je pokazal, da mogoče tudi določene ljudi lahko spravi za isto mizo oziroma se z njimi pogovarja. In to so vse te kvalitete, ki jih premore, zaradi katerih mislim, da je pač dober kandidat in boljši kandidat od ostalih, ki se v tej bitki pojavljajo. Greva na lokalne volitve, ki so nekako prve na spisku želja Slovenske ljudske stranke. Zdaj vemo, da bo Zoran Janković kandidiral znova v Ljubljani. Vemo, da bo tudi Arsenović v Mariboru, pa tudi v Kopru. Se ne bo veliko spremenilo, kar se tiče teh favoritov. Bo Slovenska ljudska stranka ponudila v teh večjih mestih svojega kandidata? Bo ponudila. Mogoče v tej trenutku so napovedi še malo preuranjene, vendarle imamo časa do 20.
do 20., da se te kandidature vložijo. Ampak jaz mislim, da je to tudi bila ena izmed večjih strateških napak strank desno od sredine v Sloveniji, da so se z mesti premalo ukvarjale. Glejte, ni nezanemarljivo to, da v Ljubljani živi zelo velik del volilnega telesa. In če v Ljubljani nisi prisoten, potem verjetno tudi na državnozborskih volitvah ne moreš biti uspešen. In jaz mislim, da je ne samo naša naloga, ampak tudi naša dolžnost, da tudi v mestnih občinah ponudimo čim več ponudbe oziroma ponudimo konkurenco obstoječim kandidatom. Jaz mislim, da določeni te obrazi, ki ste jih omenili, so mogoče, vse so delali dobro. Jaz zmeraj skušam gledati, da iščem, kaj so naredili dobrega, ampak mislim, da so se malo utrudili. In ljudska stranka tu s svojimi kandidati lahko ponudi neko dodatno energijo, predvsem pa pogovarjamo se o projektih in mislim, da bomo tukaj, da boste kmalu kar prijetno presenečeni, kako se bodo te procesi odvili. In če smo že pri teh omenjenih, skoraj da vsi nekako kandidirajo ne kot strankarski, ampak z neko svojo listo, kar je ratala, kar je že prava uspešnica v Sloveniji v zadnjih letih. Mislim, zdaj, če se pa nekdo pojavi kot član neke stranke in vemo, kaj se zdaj mimogrede zgodilo tudi v Kamniku, ker bo šel župan kar svojo listo, strankarsko. Zakaj se to dogaja? Zakaj ni dobro, da je pred nekim kandidatom napisano SLS ali pa SDS ali pa karkoli drugega, da je boljša lista Igorja Gošteta? Zdaj boste pa spravili v analitično vlogo. Ja. Težava je, ki jo lahko spremljamo v Sloveniji skozi vrsto let, je to, da se je nekako pomen politike popolnoma zbanaliziral. Oziroma politika je izrazito predstavljena kot nekaj slabega. Lahko vidimo tudi zdajle vse poteze, ki jih ta vlada dela, depolitizirali bomo RTV, depolitizirali bomo kulturo, depolitizirali bomo tudi državljane. Ampak to je v bistvu po domače rečeno nateg. Sej veste, poglejte okolje, mi se rodimo in umremo v institucije. In to pomeni, da v teh institucijah mora nekdo sprejeti neko odločitev in ta odločitev je v vsakem primeru politična, pa če jo želimo še tako depolitizirati ali ne. In jaz mislim, da je to kvečjemu to, da ljudje ne kandidirajo pod listami, posledica tistega političnega pragmatizma, ki sva ga omenila prej. Da se ljudje obračajo po vetru in grejo pač za tistim, za komer ocenjujejo, da bo zmagovalec, oziroma da pač računajo na to, da so lahko zmagovalci, če so neodvisni. Jaz bi šel tu v drugo smer, jaz bi šel raje v bolj transparentno smer in rekel, glejte, ki je član te stranke, zelo jasno zagovarja te vrednote. Pri tem človeku veste, kaj dobite. Medtem, ko je neodvisni kandidat zelo nepopisan list, malo tu, malo tam. Malo tu, malo tam. Pa zdaj bo mogoče pikar do sedanje vlade, ampak veste, pred volitvami, ko se je bilo treba odločati, na podlagi česa so se ljudje odločili, koga bodo volili. Odločili so se na podlagi tega, koga ne bodo volili. Hkrati pa kupili mačka v žaklju, ker niso vedeli, kaj bo ta človek delal. In zdajle pri vprašanjih draginje, pri vprašanjih inflacije, pri vprašanjih finančne vzdržnosti proračuna, pri vprašanju odnosa do podeželja, v bistvu vidimo, da vlada popolna zmeda. In jaz nisem prepričan, da je zmeda tista, ki si jo v politiki res želimo. Politika mora biti predvidljiva, politika mora biti taka, ki zasleduje blaginjo ljudi in to bi moral biti prvi cilj. Ne pa osebni pragmatični interesi. In zato se meni zdijo te liste z ljudmi, ki tudi nekateri se skušajo prebarvati, da so bili prej del neke stranke, zdaj so pa neodvisni, se mi zdijo mogoče rahlo intelektualno nepoštene. In skoraj raje bi videl, da bi imeli vsi nek strankarski predznak, ker potem se vemo, kje smo. No, pa prej ste govorili o tem, pač odstranitev politike iz družbenega življenja, pa tudi iz gospodarstva, ampak jaz sem enkrat napisal eno kolumno, v čem pa se razlikuje ta prejšnji direktor Slovenskega državnega holdinga, dr. Janez Žlak z zdajšnjim Žigom Debeljakom. Oba sta vsaj delno okužena s politiko, pa mogoče eden tak je zdaj še celo bolj, ne tako vidno,
ampak tisto prej je bila politika, to pa zdaj ni politika. Ne? Ja, če bo na koncu dneva drugi tir še vedno gradil kolektor, potem si lahko ugotovimo, da to pač politika ne igra tukaj kakšne velike vloge. Ne, jaz bi raje videl, da bi se bolj jasno poudarjale vrednote in na podlagi teh vrednot izpeljava tega, kaj bomo naredili. In ko bi imeli ta spopad, bom rekel, misli, kar je za vsako demokracijo nekako normalno, potem bi lahko videli, kdo je tisti, ki je pri določenih idejah izrazito šibek, pa kdo je tisti, ki je na določenih idejah izrazito močen in je sposoben te ideje tudi udejanjiti. A veste, pa se spet vrnem mogoče k sedanji vladi. Vsi vemo, da imamo recimo na področju zdravstva težave že 30 let. Resne reforme na področju zdravstva ni bilo narejene. Procesi so praktično isti, kot so bili 20 let nazaj. 130,000 ljudi pa brez svojega zdravnika. Ne? Ampak prid z dikcijo. Ja, zdaj imamo pa tukaj dodatne 500 milijarde evrov in bomo vložili v popolnoma isti sistem, ki je že do zdaj delal same težave in misli, da boš ta sistem rešil samo z dodatnim denarjem, je izrazito naivno. In veste, če bi pa mi tukaj svetovno nazorsko pogledali, v redu, načeloma, če sem prej rekel, strinjamo se z manj vloge države v določenih procesih. Ne, če bi pogledali, lahko to mogoče s kako privatno pobudo, kakšen del rešimo ali ne. Kako je zavarovanje, kako je s konkurenco pri zdravstveni zavarovalnici, ne? Kjer še zmeri delamo izrazito plansko, centralno plansko. Ne? A veste, zdravstvena zavarovalnica Slovenije ne plačuje posegov, ki jih opravi, potem koliko posegov je opravila, ampak reče, tukaj je nek pavšal. In bolnica potem dela s tem pavšalom, kakor pač dela. A veste, če bi tukaj primerjali te različne poglede, kako stvari reševati, mislim, da bi lahko našli neko dobro rešitev. Predvsem pa mogoče ena stvar, ki jo v Sloveniji nočemo slišati, glejte, transparentnost in odgovornost. Jaz si skoraj upam trditi, da večina naše zakonodaje, ki jo imamo, je napisana izjemno dobro. Ampak naše ljube institucije implementacije te zakonodaje ne preverjajo. Oziroma, jaz bom tako rekel, dogaja se nam celo nasprotno. Lovimo kurje tatove, tam, kjer se pa pojavljajo resne anomalije, pa so te institucije tiho. Smo pa prešvoh. Nismo prešvoh, zakaj? Premalo strokovni, da bi znali tisto sprocesirati. No, vidite, to so tipični izgovori, ki jih slišimo. Ja. Ampak jaz mislim, da bi tukaj da bi se mogli pa vsi prizadevati, da bi bile te institucije kar se da močne. Ravno in spet spostaviti zaupanje v državne institucije. Ne? Tako je. In tukaj, če bi ta enakopravnost delovala, potem smo na pravi poti. Ampak vidite, raje poslušamo floskole o enakosti, kot pa da bi rekli, ja, če želimo imeti enakost, rabimo pa še nekaj odgovornosti. Ne? In če odgovornost in enakost združimo, pridemo na enakopravnost. Ne? In tukaj smo pa v Sloveniji kar šibki. Kaj bo za vas uspeh Slovenske ljudske stranke na lokalnih volitvah? Zdaj, koliko županov imate zdaj svojih? Ja, približno petina vseh slovenskih županov je v našem županskem klubu. To se pravi, govorimo o številki 41. Neposredno na naši listi, neposredno kot kandidatov ljudske stranke jih je bilo izvoljenih 26, 15 jih je bilo izvoljenih pa še dodatno z našo podporo. Jaz mislim, kolikor se zdaj stvari gibljajo, da bomo tam. Moj cilj je ne poslabšati rezultata oziroma ga celo tam, kjer se da izboljšati. Tudi cilje, ki si jih postavljam recimo v življenju, so vedno neki koraki, ki so bili v preteklosti že zgrajeni, ker so to dokaz, da se da do tja priti. In vsaj ljudska stranka je bila najmočnejša takrat z združitvijo z SKD-jem leta 2000, ko je premogla 29 poslancev. In to pomeni, da potencial 29 poslancev v Sloveniji obstaja. In ne vem, zakaj si tega ne bi postavil kot nek legitimen cilj za naprej. Ampak, tako kot če se vrnem zdaj nazaj na vprašanje, prva stopnička tega so lokalne volitve. Če uspemo ohraniti te pozicije ali pa obdržati v večji meri, pomeni, da se lahko 3 leta v miru pripravljamo na parlamentarne volitve. In seveda potem vrnemo stranko v parlament in v državni zbor, tja kamor sodi. Vmes bodo pa tudi še evropske volitve. Drži. Vaš kandidat, aktualni evropski poslanec Bogovič je prišel prek liste SDS, tudi skupne liste, na Evropski parlament. Že prej
je bila tudi kakšna druga grupacija. Bo šla tokrat Slovenska ljudska stranka samostojno svojo listo ali boste iskali nekakšne povezave? Malo je še preuranjeno o tem govoriti, vendarle, tako kot sem omenil, 3 volitve so zdaj jeseni, evropske volitve so šele čez 2 leti, šele v narekovajih rečeno. Pa še referendumi vmes. Jaz mislim, da se je vedno pokazala kot dobra praksa, vsaj kar se evropskih volitev tiče, ideja nekega povezovanja. Tukaj pa je ta ideja, ki bi jo moral udejaniti, povežimo Slovenijo, vsaj do neke mere zaživela. In vedno, ko so se te moči povezovale, je imela vsaj politika desno v sredine 4 ali 5 evropskih poslancev od 8. In mislim, da je to prava pot in jaz mislim, da bomo iskali tudi nadaljne rešitve v tej smeri. Vsekakor si pa želim, da mi uspe v 2 letih zgraditi stranko tako močno, da bi šli na te volitve sami. To bi bil pa zelo dober znak. Ste šli v ta projekt dolgoročno, ne? Da, na kratek dah. Veste, kako je, to mi je več politikov dejalo, politika je tek na dolge proge. Vedno moraš načrtovati korake naprej, imeti tako dobro postavljene procese, po eni strani, po drugi strani pa v bistvu razvijati ljudi, ki lahko čez noč prevzamejo najbolj odgovorne funkcije v državi. In graditi oboje je zelo zahtevna stvar in ne gre čez noč. In sam zelo veliko časa, tudi zdaj, kljub temu, da so priprave na volitve zelo, zelo intenzivne in zelo naporne, vlagam precej časa tudi v to. Po eni strani pomlajujemo stranko, pomlajujemo tudi stranko na lokalnem nivoju, na odborih, dajemo priložnost mladim, tistim, ki želijo, ki imajo neko energijo še delati naprej. In vse to delamo z mislijo ne samo 2 letov naprej, ampak 5, 10 let. Veste, zdaj tukaj ta glavna vizija, ki si jo postavljamo. Okoliščine, ki so, se izrazito spreminjajo vsak dan v politiki. Ampak ena je pa stalnica in okrog te stalnice gradimo tudi ljudsko stranko. In to je, da naša naloga je, da vedno ustvarjamo pogoje, da se bodo ljudje po eni strani lahko razvijali in po drugi strani udejanili v tem in počeli to, kar so dobri, razvili svoje talente. In če nam bo to uspelo, bomo prišli do tistega, bom rekel, končnega cilja politike, ki sta blaginja in mir. In to je naša naloga. Jaz moram stranko organizirati na način, da bo sposobna na ključnih področjih nagovarjati ljudi in reševati te probleme. In če nam to uspe, bomo vsi živeli bolje. Za Slovenijo pa verjamem, da živimo v najlepši državi na svetu. Mislim, poglejte kamorkoli okrog, tega se premalo zavedamo. Najlepša država, najbolj srčni ljudje, zalomi se nam pa glih na mogoče 2, 3 minimalnih področjih, ki bi terjali prilagoditve. In tukaj, če nam to uspe, bomo pa govorili, če parafraziram tisto znano, ki je prišla tudi iz naše stranke, Švica bo druga Slovenija. Pa si želimo Švica. Zdaj, jaz včasih koga sprašujem, kako on živi, tam pa včasih si mislim, da jaz s temi prihodki tu bistveno bolj živim, kot on z bistveno višjimi. Se strinjam, to je dobro vprašanje. Ampak ne živimo tako slabo v Sloveniji, kljub vsemu. Nikakor ne. Za socialo nekako, za nezaposlene poskrbljeno. Je poskrbljeno, ampak če greva zdaj spet mogoče pa v krhke stvari. Jaz vidim težavo predvsem v Sloveniji v tem, da pa bom zdaj zelo plastično predstavil, imamo 5 dohodninskih razredov. V prvem dohodninskem razredu imamo 1 milijon Slovencev. To je izrazita struktura, ki je netrajnostna. In mi bi morali delati vse v smeri, kako ta 1 milijon Slovencev premakniti v 2. ali pa 3. dohodninski razred. Ker bi potem pa lahko rekli, da živimo bolje, mogoče bi bili socialni transferji bolj uspešni ali bi jih bilo pa manj potrebnih. Če pa zdaj nominalno povem, kaj to pomeni. 1 milijon Slovencev plača isto dohodnine, to se pravi dobrih 200 milijonov, kot 4600 Slovencev v 5. dohodninskem razredu. Ja. A je to pošteno, je to enakost, tista, ki si jo želimo? Imamo enakost, ampak vsi smo enako revni. Jaz bi si pa želel, da smo vsi enako malo višje. Nujno to sproža, to je tista znana tečerjevska, nujno sproža to mogoče kako razliko večjo v družbi. Ampak če bomo postopali pametno, pa zelo targetirano usmerjali sploh te naše socialne transferje, potem te razlike niti ne bodo narasle, ampak bomo vsi se ukvarjali s tem, kako ta milijon iz 1. dohodninskega razreda spraviti malo višji. In to je to.
To je recimo eden izmed teh plastičnih ciljev, ki so nekako merljivi, zato sem to dal, pa ne me razumeti, da človek živi samo od denarja, živi še od marsičesa drugega. Tako, ja. Ampak to je eden izmed teh merljivih ciljev, ki si jih lahko zadamo za legitimen cilj. In to je to, kako bomo to dosegli, da bo ljudem boljše, je pa seveda terja pa veliko energije in veliko, bom rekel, neke vizije, da se vsi trudimo za to, da tiste, ki so v bistvu najnižje, dvignemo višje. Vse, kaj pa je počel drugega Janez Evangelist Krek takrat, ne? Z idejo zadružništva. On je rekel, opolnomočili bomo naše kmete zato, da jih obvarujemo pred pritiski zlobnega nemškega kapitala. In jih je, ampak on je skočil v trdno delo, dal jim je priložnost po eni strani preko zadrug, da so lahko delali, po drugi strani preko bančništva, da so lahko te ideje udejanili in osebno garantiral za to, da kar so te ljudje delali, da je bilo dobro delo. In tako je cel narod zrastel, tako je tudi slovenstvo na vse zadnje na prelomu stoletja prejšnjega preživelo. In ne vem, zakaj bi ta recept, ki je deloval izjemno dobro, zdaj ga ne bi ponovno uporabljali za Slovenijo v 21. stoletju. No in zadnje vprašanje, kakšen recept ima nekdo, ki ima 4 otroke, pa vodi stranko, hodi po Sloveniji, ima kaj časa za družino? Da, vedno, to vedno vztrajam, da ta ločnica mora biti jasna. Jaz tudi sploh za vikende družino rad vzamem s sabo. Zaradi tega, da je vsaj tisti minimalen čas, ki ga preživimo skupaj, tudi družinski čas. Ne pustim si vzeti od tega, da otroke vozim vsako jutro v šolo oziroma v vrtec, ker vendarle držimo s tem neko povezanost. Kar je pa druga izkušnja, to pa še iz prejšnjih let predpolitičnih tako imenovanih, je pa ta, da vedno, ko gremo nekam na počitnice, telefon ali pa računalnik zakleneš v avto in ga pogledaš mogoče telefon 2-krat na dan in vidiš, če je kaj nujnega, res lahko urediš, ampak to ni prioriteta. In če uspeš to ločnico nekako držati in v bistvu graditi ta kvaliteten odnos, najprej s partnerko oziroma ženo in potem seveda posledično tudi z otrocmi, potem ni težko. Jaz se tudi v to bitko, kjer sem zdaj, ne bi podal oziroma v to vlogo, če ne bi imel podpore doma. In mislim, da ta podpora je tam in mislim, da na tej lahko gradim zato, da lahko naredimo še kaj drugega boljšega. Naj vam uspe. Hvala tudi vam. Hvala za povedano. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.